Ta video bo malce drugačen. Kot vidite, nisem v studiu, nisem niti doma, sem daleč na severu ob Baltiškem morju v Nemčiji tik ob poljski meji. In ker sem si zadal, da bom vsak mesec objavil video, sem vzel s sabo svoj prenosni YouTube studio, laptop, ki so mi ga prijazno posodili pri Ani.si in se lotil dela. Lani nisem naredil niti enega videa o aplikacijah in ker sem v tem času dobil kar lepo število novih naročnikov, živijo, sem se odločil, da naredim eno kompilacijo tako imenovani mega video. In ker vem, da novi naročniki niso brskali po zgodovini objavljenih videov, je to super varianta, da vidijo, katere aplikacije priporočam. Seveda bo to zanimivo tudi za moje stare naročnike, da si obnovijo spomin in preverijo, če imajo te aplikacije že naložene. Vsi api so na voljo za Android in večina tudi za iPhone. Povezave do vseh aplikacij so seveda v opisu videa. Dajte mi spodaj v komentar napisati, brez katere aplikacije vi ne morete živeti. Jo bom preveril in če bo res kul, jo bom v naslednjem videu predstavil. Ime mi je Miha in to je mega video o aplikacijah za telefone. Verjetno ste že bili na kakem žuru, naredili full slik, za katere vam potem frendi težijo, če jim lahko pošlješ na e-mail. A glej ga zlomka, Gmail ne dovoli večje maile od 25 mega, nima vsak Dropboxa ali mege, plus da so linki skriti v milijon teksta, kjer te vabijo, da se jim pridružiš in nevešči obupajo. Zato je smeš več kot nalašč za take stvari. Vmesnik je tako enostaven, da ga lahko še babica uporabi. Pritisneš edini veliki gumb na ekranu, izbereš datoteke, ki jih želiš poslati in to je to. Velikost datoteke je neomejena, prav tako število, ampak če pošiljaš več kot 2 giga, boš moral čakati, da prideš na vrsto za pošiljanje. Razen, če si odpreš Pro račun, potem pošlje takoj. Na koncu samo še pošlješ povezavo preko maila, SMS-a, Viberja, WhatsApp, pač karkoli že uporabljate. Datoteke bodo na voljo 7 dni, brez kompresije. Smeš je francoskega porekla, tako da mislim, da je za varnost poskrbljeno. Na voljo je povsod, za Android, iOS in preko brskalnika. Wally ima samo en namen in to je, da vam olajša iskanje prelepih slik za ozadje vašega telefona. Kar ga razlikuje od ostalih aplikacij za ozadje je to, da ima Wally svoje umetnike, ki ustvarjajo ekskluzivno samo za njih. Tako da so slike visoke kakovosti in unikatne. Umetnine imaš razdeljene po kolekcijah, temah, lahko vidiš, katere slike so popularne in katere zadnje dodane. Izbor je res širok in ni za vraga, da ne boš našel nekaj zase. Vsi umetniki imajo svoje profile, lahko jim slediš in obiščeš njihove socialne strani, kot so Instagram, Twitter in podobno. Aplikacija je brezplačna, ima sicer vsake toliko kako reklamo, ampak niso preveč nadležne. Imajo tudi letno naročnino, ki znaša 15 €, s tem se znebiš vseh reklam. Pošiljanje potrdilo o plačilu, dokumente, arhivirati ljubezenska pisma, zato si prej potreboval skener, fizično škatlo, s katero si digitaliziral papirnate stvari. Danes zato ni več potrebe, vsaj za običajne in občasne stvari, ki sem jih že omenil. Ob vseh preizkušenih aplikacij sem ugotovil, da je Adobe Scan meni najljubša. Enostavno za uporabo, hitra in brezplačna, ne doda nobenega watermarka. Dokument, katerega želiš poskenirati, lepo položiš na ravno površino, aplikacija sama zazna robove papirja, naknadno lahko tu popraviš in počakaš par sekund in to je to. Kasneje lahko dokument popraviš, urediš, dodaš dodatne strani in na koncu izvoziš v PDF. Ta aplikacija bo trenutno prišla prav staršem, zaradi šolanja na domu. Uporablja napredno umetno inteligenco, ki pomaga pri reševanju matematičnih težav. Ni važno, kje je zapisana matematična formula, na papirju, ekranu, ali je pa napisana na roko ali pa natipkana. Enostavno pofotkate enačbo in aplikacija vam ponudi rešitev ali pa vam pove, če ste jo napačno rešili. Ponudi vam tudi postopek, kako se pravilno reši matematični problem, korak po koraku. Formulo lahko tudi lastnoročno pišete ali narišete v aplikaciji. Seveda ni samo za starše, ampak je tudi za šolarje, dijake in študente. Phone Doctor Plus je aplikacija namenjena diagnosticiranju težav vašega telefona. Če nesete svoj telefon na servis, je velika možnost, da bo najprej pognali to aplikacijo, da preverijo, če z njim vse ok oziroma kaj je narobe z njim.
Sama aplikacija preveri, če so vsi deli v telefonu originalni, testira vse senzorje, ekran, antene in preveri, v kakšnem stanju je vaša baterija. Phone Doctor Plus je zelo temeljit, tako da si vzamete čas, preden poženete teste. Ta aplikacija sicer ni za vsakodnevno uporabo, jo je pa fajn imeti v mislih, ko jo boste rabili. Za urejanje datotek na telefonu je večini dovolj že kar aplikacija, ki pride zraven telefona. Ampak če urejaš večjo količino datotek, zraven bi pa še dostopal do Dropboxa ali Google Driva, potem je treba uporabiti nekaj drugega. CX File Explorer je brezplačen urejevalnik datotek File Explorer, ki nudi vse to plus še par bombončkov. Kot sem že omenil, podpira dostop do Dropboxa, Google Driva, Microsoftovega OneDriva in Boxa. Nudi analizo porabljenega prostora na telefonu ter dostop do telefona preko računalnika. In ker je brezplačen, brez reklam, ne vidim razloga, zakaj ga ne bi preizkusili. Vsak proizvajalec po svoji prilagodiji preobleče Android in uporabi svoj skin oziroma oblekco. Ne vem, če je to pravilni slovenski izraz, ampak se lepše sliši kot kožico. Nekateri so ok, drugi bolj ne, Kitajci radi kopirajo iPhone look, ampak na koncu sem vedno uporabil Nova Launcher. Dokler nisem naletel na Microsoft Launcher. Nova je še vedno najboljša in najbolj priporočena, ampak za polno delovanje je treba odšteti cekin. Na drugi strani je pa Microsoft Launcher popolnoma brezplačen. Brez reklam nudi pa skoraj iste stvari. Launcher omogoča, da si v detajle prilagodim izgled delovanja telefona po svojih željah. Različne ikone, število in velikost, geste, lahko skrijem aplikacije, katere ne morem odstraniti. Skratka, moj telefon brez launcherja ne more. Na izbiro je kar nekaj teh launcherjev, ampak meni je Microsoftov najljubši. Probajte ga. MacroDroid je super aplikacija, s katero si avtomatizirate določene stvari na vašem telefonu. Primer, ko priješ v službo, moraš dati telefon na tiho. Včasih pozabiš, telefon zazvoni in šef te grdo gleda. V MacroDroidu narediš nov makro, kjer mu določiš, da ko priješ na določeno lokacijo, ti telefon avtomatsko priklopi na silent mode. Ali pa ko se povežeš na določen Wi-Fi. Moj makro je narejen tako, da ko se telefon poveže z Bluetoothom v mojem avtu, avtomatsko zažene določeno aplikacijo ter prižge ekran. Ampak to je samo kaplja v morje, lahko si ustvariš kakršenkoli makro želiš. V aplikaciji imaš tudi ogromno predpripravljenih ukazov, tako da boš sigurno našel kaj zase. Najti dobro igro v trgovini Play je kot iskanje igle v senu. Če vam je kdo ne priporoči ali pogledate kak YouTube video, kjer o njej govorijo, gre lahko marsikatera super igra mimo vas. Mini Review je kot ena revija, ki nudi recenzije iger, lepo razvrščene po žanrih, tako da enostavno najdete svojo zvrst iger. Vsi opisi so opremljeni s slikami, ocenami od 1 do 10, s povezavo do trgovine, kjer lahko igro snamaš in preizkusiš. Opisi so kratki in jedrnati, tako da lahko na hitro vidiš, prebereš in se odločiš, če je to igra zate. APK Pure je alternativa Google Play trgovini. To ni stran, kjer dobite krekane ali modificirane aplikacije, ampak so iste kot v Googlovi trgovini, samo da tu ni nobene regijske omejitve. In ni važno, kateri telefon imate, tako da je to super alternativa za uporabnike novejših Huawei telefonov, ki nimajo Google Appsov. Aplikacije normalno posodabljate, nameščate isto kot pri trgovini Play, sicer vam bo Play javljal, da APK Pure ni varna aplikacija, a to ne drži. Je popolnoma varna, saj vedno preverijo aplikacijo, preden jo naložijo v svojo trgovino. APK Pure ne boste našli v trgovini Play, ampak jo boste morali sneti direktno iz njihove strani. Seveda, link je spodaj v opisu videa. Blokado.org je priporočal eden izmed mojih gledalcev v komentarju za mojih 5 aplikacij. Od takrat je skoraj vedno aktivna. Blokada.org ni na voljo v Googlovi trgovini, vsaj ne v polni zmogljivosti, tako da jo boste mogli sneti direktno iz njihove strani ali pa če uporabljate Huawei telefon. Tam je na voljo v njihovi alternativi Play Store, v App Galleryju. In kaj počne ta blokada.org? Blokira oglase, trackerje, malware in zaščiti tvojo zasebnost. Nič več reklamnih pasic, banerjev na dnu ali sredini ekrana. Blokada nudi tudi svoj VPN, a je ta plačljiv. V blokadi lahko določite, katere aplikacije naj ne blokira, dati na whitelisto in s tem naj bi te delovale normalno naprej. V teoriji. Jaz sem recimo ugotovil, da denarnik delovske hranilnice noče delovati, tudi če sem ga dal na whitelisto. Tako da na začetku opazujte delovanje aplikacij in če se te začnejo sumljivo obnašati, poskusite brez blokade. Na voljo je za Android in iPhone uporabnike.
Od vseh socialnih omrežij sem najbolj aktiven na Instagramu, ker večino slik naredim s telefonom, jih tam tudi uredim in zato vedno uporabim Snapseed. Meni osebno je to najboljša aplikacija za obdelavo slik. Imaš tudi Adobe Lightroom, ampak meni je Snapseed bolj pri srcu. Lahko uporabiš že predpripravljene filtre ali pa si sam ustvariš svoj look, jih obdelaš po svoje. Enostaven za uporabo, hiter in predvsem popolnoma zastonj in brez reklam. Tle je pa moj Instagram, dajte me followat. Se ne objavljam selfiju. Ok, skoraj nič. Če uporabljate aplikacije kot so VLC, BS Player ali MX Player za predvajanje svojih videovsebin, verjetno veste, kako je fajn, ko kontroliraš glasnost in svetlost ekrana samo z drsanjem prsta po levi ali desni strani ekrana. In točno to vam omogoča Touch Controls za YouTube. To ni samostojna aplikacija, ampak je dodatek YouTube aplikaciji. Ko gledate svoje priljubljene YouTube vsebine, kot so recimo moji videi, hvala, ker ste naročili, by the way, lahko enostavno z drsanjem prsta po levi strani kontrolirate svetlost ekrana, po desni pa glasnost videa. Ni treba več pritiskati gumbo na telefonu ali vleči dol notifikacije in tam upravljati s svetlostjo. V osnovi je aplikacija brezplačna, plačljiva premium verzija pa ti omogoča dodatne funkcije. Prišel je čas za nakup novega računalnika. A nima vsak frenda računalničarja, ki bi mu lahko pomagal pri izbiri komponent. Tako da bo treba pljuniti v roke in pregledati milijon forumov, videov na YouTubu, kaj se trenutno najbolj splača. In ko enkrat vse to pregledaš, greš online, da preveriš cene. In tu se začne žur. Katera matična plošča je kompatibilna z določenim procesorjem? Ali je za AMD ali Intel? Kateri rami, diski? Neuk se hitro izgubi v poplavi izdelkov in izrazov. Zato je tu PC Builder. Aplikacija te korak po koraku vodi pri izbiri kompatibilnih izdelkov, tako da ne boš imel Intel procesorja, matično ploščo pa za AMD. Izbereš, iz katere regije naj črpa cene, za nas je najboljša nemška regija. Prikazane cene so v tem primeru iz nemškega Amazona. Tako greš lepo po vrsti. Izbereš procesor, potem ti ponudi kompatibilne matične plošče in tako naprej. Na koncu vidiš, koliko te bo tvoj računalnik stal. Ampak pozor, cene so brez poštnine. Ta se zaračuna pri Amazonu na koncu, če se odločiš za nakup preko njih. Lahko pa izvoziš seznam v tekstovni obliki in tega pošlješ lokalnemu podjetju, ki se ukvarja s prodajo računalnikov, da ti naredijo predračun na podlagi izbranih komponent. Imaš pa možnost, da ti aplikacija avtomatsko sestavi računalnik glede na proračun, ki si ga zastavil. Lahko pa s to aplikacijo obratno preveriš cene iz prejetega predračuna, da slučajno ne bi preplačal komponent. Če ste ljubitelj filmov in bi radi vodili evidenco, kaj ste že pogledali, zraven pa še prebrali, kaj drugi menijo o filmu, je Letterboxd za vas. Aplikacija je enostavna. Dodaš film, ki si ga pogledal, mu daš oceno, lahko napišeš svoje mnenje, pogledaš, kaj drugi pravijo. Uporabniki se lahko med sabo sledimo, tako da vidiš, kaj so oni pogledali in mogoče dobiš kak navdih, kaj bi zdaj ti pogledal. Aplikacija je brezplačna, sicer prikazuje oglase, ampak z blokado ORG se jih znebiš. Spodaj v opisu pustim svoj profil, če me želite zasledovati. Fluid je prelep live wallpaper za vaš Android telefon. Simulacija barv v vodi, na katero vpliva vsak dotik ekrana, ki spremeni smer in obliko tekočine. Nekaj zadovoljivega je v tej aplikaciji, da s prstom kar naprej vlečeš po ekranu in opazuješ, kako se barve prilivajo med seboj in ustvarjajo prelepe vzorce. Na voljo imaš možnost izbire barv, gravitacije, vzorcev. Sicer so določene funkcije skrite pod plačljivo pro verzijo, a se da z brezplačno verzijo še vedno dovolj prirediti po svojih željah. Evo! App Sales je zelo uporabna zadevica, s katero vidite, katere aplikacije imajo trenutno znižane cene v trgovini Play. Cene so znižane od 10 pa vse do 100% na določene aplikacije. Trgovina Play sama nima tako preglednega sistema in dejansko sam težko najdeš kak popust. S to aplikacijo pa imaš vse na enem mestu. Jaz sem recimo v tej aplikaciji videl, da je nova Launcher Prime, najboljši launcher za Android telefone, v akciji za pičlih 50 centov. Redna cena? $5. To je 90% popust. App Sales je popolnoma zastonj, tako da ne vidim razloga, zakaj je ne bi preizkusili. Za brskanje po netu večinoma uporabljate Google Chrome in je čisto cool, ampak meni ne diši. Tako sem poskusil na par različnih brskalnikov in sem bil presenečen nad Microsoftom Edgeom. Ja, spet Microsoft.
Ampak, ker na računalniku za brskanje po netu uporabljam Vivaldi, sem takoj, ko so izdali mobilno verzijo, sproval še to. In ugotovil, da mi je zelo všeč. Ima vgrajen bloker za reklame in trackerje, dark mode in še veliko več. Predvsem pa deluje stabilno in zanesljivo. Če iščete alternativo Chromu, vam priporočam, da preizkusite Vivaldi. Tudi na osebnem računalniku. Super, prišli ste do konca videa. Svaka čast. A ste našli kakšno aplikacijo, ki vam je bila zanimiva in ste jo preizkusili? Napišite spodaj v komentar, katero ste si naložili. Če ste pa preizkusili 2, potem si pa ta video zasluži en velik like. Kot ponovadi, ne se pozabi naročiti na moj kanal. 2000 naročnikov je naslednji cilj. Ga bomo uspeli doseči v enem letu? Mi pa se vidimo naslednjič. Čau.